pozdravljeni v tokratnem delovnem podcastu Moč politike. Moje ime je Suzana Kos, v studiu pa smo tokrat povabili Primoža Karpeta, predsednika nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke. Gospod Karpe, jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu. Se je bilo težko odločiti, da pridete, glede na to, da ste banke deležne kritik v teh dneh vseh strani javnosti, politikov, medijev? V bistvu moram priznati, da sem prišel s precej lahkim srcem. In to zaradi tega, ker v bistvu bi želel mogoče malo odškrniti zaveso, pa dati ljudem, vašim bralcem, poslušalcem možnost, da malo pokukajo v zakulisje. Zdaj ste prišli na neko spoved, boste priznali vse bančne grehe? Vse bom priznal. Predvsem bi rad malo pojasnil, dal dodatnih informacij, dodatnega pogleda ljudem, da si sami ustvarijo mnenje na recimo ene 3-4 bazne kritike največje. Prva je ta, da v bistvu banke samo uživajo ekonomsko blagostat trenutnega okolja, da v bistvu ustvarjajo ekstremne dobičke. In ne dajete nič nazaj, čeprav smo vas sanirali. Da banke samo jemljemo, da nič ne dajemo. Tretja stvar je, da v banki v bistvu nič ne inoviramo, nič novega ne ponujamo, nimamo nobene produktne, tehnološke inovacije, da bi si sploh zaslužile dobičke. In na koncu koncev na tisto najbolj prevladujoče mnenje, ki ga ljudje imajo, to je, da smo zmetali kot davkoplačevalci skupaj v banke, jaz se bom ozrl predvsem na NLB, milijarde in milijarde evrov in da je zdaj prišel moment, da se te milijarde in milijarde evrov vrnejo. Bova šla po vseh teh segmentih, ki ste jih omenili, ampak dajmo potem najprej reči recimo to. Jaz kot davkoplačevalka sem Ljubljansko banko sanirala že 2-krat. 3-krat. No, pa 3-krat. Koliko smo dali davkoplačevalci in koliko smo dobili nazaj? Država je prvič oživljala nastajajočega mrtveca, to je Ljubljansko banko tam 2011, pa potem 2012 z 2 manjšima dokapitalizacijama. Ta glavna rukar, ta glavna stvar se je zgodila 2013. Takrat je država vložila 1,5 milijarde evrov. Če se štejemo vse dokapitalizacije, ki jih je država kadarkoli dala v Ljubljansko banko, so 2,2 milijarde evrov. Kaj se s tem zgodilo? S tem se je v bistvu luknja, ki se je skopala, denar, ki je poniknil v Sloveniji, ampak je bil napačno, oziroma predvsem po napačnih kriterijih alociran, v bistvu zakrpala in mrtveca, de facto mrtveca, se je pripravilo v stanje, da je lahko začel trenirati in sploh funkcionirati. Tako da moramo vedeti, ko se je ta denar ulil v banko, če bi ta banka bila privatna že takrat, s tem ne zagovarjam, da bi morala biti privatna, potem bi kot normalen državnik vsak rekel, pustimo lastnikom, da preprosto pokrijejo svojo izgubo, kot država samo zaščitimo depozitarje, kako recimo to delajo Američani, in teh debat ne bi bilo. Ampak da se vrnemo na matematiko. 2,2 milijarde vse dokapitalizacije skupaj dane v NLB samo. Pustimo ostale banke, v NLB. Zdaj, hiša mora rast, hiša mora ta denar vrniti. Dolg državi je nesporen. Stigma z banko živi dalje. Banka po 2013 začne imenovati neko ekipo, senatorsko ekipo, cel kup zaposlenih odide, začnejo se prva mešanja ljudi, prihajajo novi ljudje, banka začne rasti na nekih novih temeljih. Privatizacija to eksponentno pohitri. Do sedaj je banka, ampak ker je banka morala biti prodana kot del zaveze za to milijardno, 2,2 milijardno infuzijo, to je bil pač dogovor za Evropsko komisijo, jaz sem ga opazoval oddaleč, ampak tak dogovor je bil in tle ni bilo debate, da banko prodamo ali ne. Se je država iz skupnine dobila slabih 800 milijonov, 780 milijonov. Še vedno precej manj kot se je v banko. Še vedno precej manj, pa ne pozabili, tista luknja je 2,2 v vseh dokapitalizacijah v zgodovini. Pa 780 milijonov pride iz skupnine. Banka začne delati na nekih zdravih temeljih, ki se potem po privatizaciji eksponentno, kot sem rekel, začnejo izboljševati. Do sedaj, spredekli to plačal proračun 503 milijone dividend. Sva na milijardo 300. To je uplačano direktno proračun, kupnina in ta del. Dividende. Še vedno nama fali 900 milijonov. Še vedno nama fali. Zdaj pa, tretji element je
ki je skupaj težek 240 milijonov, je seveda davek na dobiček, ki ga pa o tem se bo tudi dotaknila, če da je efektivna davčna stopnja zelo nizka. Tega je bilo plačanih slabih 40 milijonov, samo v vseh teh letih. Potem je tu DDV, ker banke niso v sistemu DDV-ja in se DDV ne odbijajo, se pravi, in tehnološki razvoj in banka je ogromno vlagatelj postala v zadnjih 5-6 letih. Zaslova DDV-ja, to lahko smatrate, pa tudi ne vplača skupaj še, mislim, da 180 milijonov in pa davek na bilančno vsoto, ki je bil v letih, ljudje se ne spomnijo, že uveden tam 2011-2012, slabih 20 milijonov. Mislim, da 2003-2004 je tudi že veljal. Tako, ampak tistega ne bom štel. Skupaj iz tega naslova, ki nima veze z dodatnimi vplačili, pride 240 milijonov v banko. To že lahko štejeva kot vplačilo proračuni sva na 1,5 milijarde. Še vedno nama manjka, tako? 700 tako, milijonov. Tako je. Zdaj pa pridemo do tega. Pa ne samo 700 milijonov, manjka ima še donos države. To se pravi, banka je države vložila v banko, ampak ne zato, da bi dobila nazaj, ampak zato, da bi iz tega še kaj zaslužila, oziroma taka logika bi morala biti. In teh 700 milijonov nama manjka. Ne? Zdaj, država še vedno ima delež v banki. Teh 25%, kot ima, je delež. Ta delež je na nelikvidni Ljubljanski borzi, kakorkoli v razvijajoče se kapitalskem trgu danes vreden 380 milijonov. Danes. Če bi ga država želela prodati, jaz ne verjamem, da ga bo želela, pa če bi ga želela prodati, ga lahko proda za 500-600 milijonov jutri. Če bi ga želela prodati, ampak potem ne bi bila več lastnica ničesar v Ljubljanski banki. To ni vplačilo v proračun, je pa oportunitetna vrednost družbe, ki zagotavlja bodoče dividende. In banka bo dividende povečevala vsako leto iz naslova tega deleža. Zraven pa lahko dodava še za percepcijo, ker je banka po privatizaciji močno začela vlagati v najboljšo naložbo ever, in to je seveda človeški kapital, in začela dvigovati plače. So se prispevki iz naslova plač seveda tudi pri nas blazno povečali in teh smo vplačali 530 milijonov do sedaj v proračun. To lahko smatrate iz naslova rednega poslovanja, lahko smatrate, da je to neka vrsta vračila, lahko pa tudi ne. Ampak de facto prilivi iz banke v proračun, v tisti direktni kapitalski formi, so rekla 1,5 milijarde, vse ostalih prilivov je bilo pa čez 2,3 milijarde, ampak največja vrednost, ki jo država ima, je to, kar ji bo zagotavljalo bodoč donos, in to je ta njen delež, ki je, kot sem rekel, vreden 400 milijonov. Če postavimo relativno luč, nismo tako daleč od tega, da banka postane v bistvu odlična naložba države, to čudno sliš, vsekakor pa se zavedamo svojega ne samo moralnega, ampak tudi finančnega dolga do države in ga krpamo. In krpamo lahko samo tako, da rastemo, da ustvarjamo, da se širimo po svetu. Veste, kaj sem pogrešala? Zdaj smo nekaj minut, mogoče celo preveč namenili zgodovini, niste omenili nas varčevalcev. Se bova lotila tega, ampak bi najprej za uvod povedala, da v bistvu se skoraj v vseh državah evroobmočja ukvarjajo z debato, da banke v bistvu korist od višjih obrestnih mer premalo delijo s svojimi komitenti. Recimo v Avstriji je vlada dala Zvezi potrošnikov pooblastilo, da proti bankam zaradi velike razlike med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami, se pravi zaradi razlike med obrestnimi merami, po katerih posojajo denar, in obrestnimi merami, ki jih namenjajo varčevalcem za njihove depozite, da Avstrijska zveza potrošnikov vloži tožbo proti državi. V Belgiji so se na primer odločili, da bojo varčevalcem ponudili enoletno obveznico z donosom 3,3%, kar je precej više, kot so bančne depozitne obrestne mere. V nekaterih državah so se odločili pač obdavčiti dobičke, v Nemčiji in Franciji pa bank ne bojo obdavčevali, tako da je v bistvu praksa v državah različna, ampak pri nas gospod premier se je prek dveh televizijskih nastopov odločil povedati, da bodo banke obdavčene tako, da boste plačevali spet v tretje davek na bilančno vsoto. Gospod Mitja Gaspari, nekdanji dolgoletni finančni minister in guverner, pa je prepričan,
da bi bilo z narodno-gospodarskega vidika veliko bolje kot obdavčenje bank in njihovih kratkoročnih dobičkov, to, da bi država izdala obveznice, ki bi konkurirale s svojimi obrestnimi merami. Kakšno je vaše mnenje o tem? Vse to so čisto validne ideje. Od gospoda Gasparija sploh, država, to, kar so naredili Belgijci, to pa so naredili Hrvati, državna obveznica, ki nekako spodbuja ljudi, da se vendarle preselijo iz štumfa, kar de facto ista vloge so, v nekaj, kar je super varno, pa še vedno več ponuja, to je državna obveznica, je pobuda, ki se meni zdi odlična. Vrnimo se na to, banke nič ne delijo z varčevalci. Tukaj je ena pomembna komponenta, ki se morate vedeti, časovna komponenta. Tega problema nihče ni omenjal še 6-7 mesecev nazaj. Zakaj? Zato, ker se je eksplozija obrestnih mer na aktivni strani začela dogajati letos, de facto. Poglejte, Euribor decembra lanskega leta še vedno je po 2%. Nihče nič ne omenja, da je ta razkorak prevelik. Potem pa pride cel kup šokov, posebej vezanih še na preteklo leto, ko vam bom povedal zakaj, in začne se ta razkorak delati. Mi prvič o tem razmišljamo že marca, aprila, ko vidimo, kakšna trajektorija se dogaja z aktivnimi obrestnimi merami. Ampak Ljubljanska banka konkretno ima bistveno več depozitov kot kreditov. V času velike krize je bilo pa ravno obratno. Se pravi, se vam ni v bistvu splačalo oziroma ni vam bilo treba povečevati obrestnih mer, ker nekatere banke na slovenskem trgu so jih povišale že prej. Zato, ker recimo Unicredit ima precej više obrestne mere, kot jih imate vi. Tudi v Vodiko banke so že lani spomladi začeli zviševati obrestne mere in imajo okrog 2,8% že, mislim, da od pomladi letošnje, ne? Letošnje pomladi, ja. Letošnje pomladi, ja. Mi imamo Nova Ljubljanska banka je pa to storila šele s 1. septembrom. In to je sovpadalo z tezo, z dvema tezoma. Prvič sovpadalo je kot odgovor na težko tragedijo v obliki poplav v Sloveniji in sovpadalo je z tezo, da je za to v bistvu kriva vlada, ne kriva, zaslužna vlada, ki nas je v to prisilila. Navzven se to zdi logično, pa de facto to drži, no? Ker eden od bančnikov, s katerim sem se pogovarjala, ko sem se pripravljala na podcast, mi je rekel prav to, da gospod predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, Blaž Brodnjak, skuša na ta način ugoditi pritiskom politike na banko zaradi pač tega, da bi bolj sodelovali pri obnovi. Pritiskov politike na banko, odkar sem jaz, ali pa kakšne kot zdrave politike, nikoli ni bilo. Jaz sem še prišel 2016. Nikoli tudi vas ni nihče klical? Ne kličejo ljudje iz cele Evrope, ampak da bi rekel, da bi kdajkoli imel kakšnokoli pritisk politike, kjerkoli vlade, ki bi mi rekel, tako in tako je treba biti, na ta način obrni ladjo, absolutno ne. Jaz tukaj moram reči, da bi prej se v bistvu zahvalil politiki, da te klicev ni bilo. To je pripisati temu dejstvu, da jaz dejansko živim celo regijo, ne samo Slovenijo, tako da lahko bi rekel... V bistvu ne živite stalno v Sloveniji, no? Ne, jaz živim v 3 državah in to so vsi naši ciljni trgi. Da se vrnemo na obrestno mero. Se pravi, letos se začne dogajati ta moment, letos to postane tema za razpravo prvič. Letos se zgodi, da se začnejo od decembra naprej aktivne obrestne mere zviševati, nam pa depoziti še vedno pritekajo. Mi ne ponujemo depozite, ko gremo 6 mesecev nazaj se pogovarjala praktično tiste avista vloge na štumf, praktično ne ponujemo nič, ampak nam pa depoziti še vedno rastijo. Če gledava ekonomsko, ne čustveno, pa boš da gledal kot ne čustveno, jaz plačujem za denar ti mi denar prinašaš v banko in zdaj pričakuješ, da ti bom plačal 2. Kaj mi ga sploh prinašaš v banko? Depoziti nam še vedno rastejo. Ampak potem ugotoviš, da je depozit enako, ugotoviš. Za vsak produkt, ki ga ponujemo, imamo svojo profitabilnostno kalkulacijo in ugotoviš, moraš se pomakniti v višji obrestni spektr na pasivi, zato da boš še bolj konkurenčen. S tem, da mi imamo v Sloveniji 37% avista vlog in ta pomik v konkurenčnost na koncu je prišel mogoče par mesecev prepozen in sovpadal z vsemi temi dogodki.
Ampak vi niste ugotovili, da bi se vam začele potem depozitne vloge zmanjševati? Ne, povečevali so se. No, zanimivo potem, ne, ker glede na to, da jaz ne vem, zakaj se ljudje pač ne odločamo, da zamenjamo banko, ker druge banke imajo konkurenčnejšo ponudbo. Ne, morate gledati, vi gledate samo eno stran. Banka ima 1000 produktov. Večina jih je na strani, na strani, bom rekel, aktive, pa če poslušalci na strani tega, ko ti posojaš denar, ko servisiraš banko, ko mu pomagaš stranko, ko pomagaš klientu, da upravlja svoj življenjski tok. Bančništvo je servisna industrija. Ljudje so najbolj srečni, če v bistvu za svojo banko niti ne vedo. Ljudje živijo svoj tok življenja, ljudje investirajo svoj denar, eni zelo konzervativno, eni zelo malo manj konzervativno. Kot vidite, Slovenci smo izredno konzervativni, radi imamo varnost. V bistvu, a si ti sistemska banka, velika banka, mala, državna, tuja, to ljudi sploh ne zanima. To ljudi ne zanima, oni želijo servis, čim boljši servis, čim več digital appov, čim več tega, še posebej mlada prihajajoča generacija. Zakaj ste se potem odločili, da boste povišali s 1. septembrom obrestne mere na depozite? Zato, v nekem trenutku moraš tudi depozite narediti kot konkurenčni produkt in še utrditi svojo konkurenčno pozicijo. Se pravi, za vsak slučaj, da vas ne bi namerno. Da vas ne bi konkurenca, recimo na tem področju prehitela in bi se vam začel odlivati denar. Bom tukaj prebrala še tweet ekonomista Igorja Mastena, ki pravi: poslušam predsednika vlade, ki pravi, da je dvig obrestne mere slovenskih bank zgolj zasluga vlade. Meni je moja banka ponudila obrestno mero nad evropskim povprečjem že več kot mesec dni nazaj. To pa je moč spreminjanja zgodovine. To je malo za šalo povedal, ampak skratka, vi pravite, da ste se odločili avtonomno za to zadevo. Jaz predsednik vlade razumem, da to je povedal, to je normalno obračanje k svoji volilni bazi. Mi bi se tako ali tako to odločili. A smo zamudili momentum, pa je sovpadal s temi dogodki, je drugo vprašanje. On ima pravico do takega mnenja, jaz ga sprašujem, jaz imam pa pravico do svojega mnenja. Mislim, da bi mi vsem povečali obrestne mere. No, ampak dejstvo je tudi, da je pa vlada napovedala, da se bo odločila za obdavčitev bilančne vsote. Zdaj, nekateri so me opozorili, da je tukaj zelo pomembno, kaj se bo uštevalo kot davčno izjemo, ne? Vi v Ljubljanski banki, v Novi Ljubljanski banki si želite, da bi se upoštevalo, da ste že dali 15 milijonov, namenili 15 milijonov za sklad za obnovo. Pa 4 milijone do občine, 4,5 skupaj zaposleni. Pravijo pa tudi, da bo to pomembno za donacije in sponzorstva. Če to ne bo davčno izvzeto, da se bo zmanjšalo sponzoriranje raznih in doniranje raznim humanitarnim organizacijam, kulturnim društvom, ne vem, zavodom in tako naprej. Naša želja je ta. Mi imamo ogromne zneske, v relativnem odstotku našega ustvarjenega profita ali od našega budžeta namenjene to, da vračamo družbi. Prej se je naslovila, kaj je to vračanje strankam, drugo je vračanje družbi, potem so tu zaposleni in še lastniki. Ta del, ki se tiče donacij, sponzorstv, smo mi v zadnjih 5 letih zelo, zelo povečali. Normalno, lahko poveste, kakšno cifro, tako zelo povečali, koliko da banka zdaj za te namene? Mi smo imeli letos namen dati za to 7 milijonov, zdaj bomo dali 15 milijonov, potem je pa šel ta davek. In zdaj davek seveda je dejstvo življenja, na katerega se moramo prilagajati. Ta davek nas bo dodatno stal 0,2% bilančne vsote in seveda mi ne moramo potem na to dodati še začeten plan sponzorstv in donacij, ker te zneski potem postajajo res visoki, pa kljub temu smo zavezani in to pa bomo storili, če obstaja možnost, da se potem to davčno tretira kot odbitna postavka. Se pravi, še vedno vztrajamo na tem. Da me ne prepričate, koliko je imela banka dobička v polletju? Več kot 200 milijonov. No, in govorimo o 7 milijonih sponzorstev, ob dejstvu, v Sloveniji. Ob dejstvu, da Nova Ljubljanska banka s pridom izkorišča davčni ščit preteklih izgub in je efektivna obdavčitev dobička res nizka. To s pridom je v bistvu postavljeno na nenavaden način.
računovodske politike so take, kot so. Mi se držimo zakonskih okvirov do pikice vsega. To se pravi, če imaš ti v preteklosti, ne samo Ljubljanska banka, vsako podjetje izgubo, imaš po računovodskih pravilih možnost to izgubo kot tako imenovani deferred tax. Jaz nisem rekel, da kršite zakonodajo, se je to normalno. Seveda ne. Ampak daj pogledaj še neko zadevo. Zdaj grozite, da boste manj sponzorirali in donirali. Ne grozimo. Napovedujete, ne? Imate pa več kot 200 milijonov dobička, plačujete efektivna davčna stopnja na dobiček je zelo nizka, hkrati pa... Glejva to malo drugače, gospa Kos. Jaz vem, da niso banke socialne ustanove, tako mislim... Odkje prihaja dobiček Ljubljanske banke? Poglejte ti, ljudje tega ne vejo. Ljubljanska banka je mednarodna banka, omejena na Balkan, ampak ambicija je zdaj postavljena bistveno više. Če poseštejete dobičke naših bank izven Slovenije, presegajo dobičke Ljubljanske banke v Sloveniji. To se pravi, da mi alociramo tam kapital, kjer se lahko ustvarja dobiček bistveno večji na to, koliko vložiš denar kot v Sloveniji. To se pravi, kot prvo, dobička se mi zdi ne fair, zato ker mi dobiček kot izvozno, če bi bila firma, bi bili dejansko izvozno podjetje, vlečemo nazaj v Slovenijo. Se pravi, strgamo preko dividend nazaj v Slovenijo. Tega Slovenci ne vedo in ta del je dobiček, ki se ga tu prikazuje na konsolidirani ravni. Torej, dobiček teh 200 plus milijonov ne izhaja iz razlike ali pa rekel, ne izhaja samo iz razlike med obrestnimi merami, ki se tu v Sloveniji ustvarjajo. Kot prvo. Kot drugo, ta dobiček, glede na to, da smo dvakrat večji, kot smo bili še pred 8 leti, ko sem prišel v banko, dvakrat večji, ni noben ekstremni dobiček. Mojca Šetinc Pašek, poslanka Gibanja Svoboda, je na finančnega ministra naslovila poslansko vprašanje, v katerem se je zavzela za obdavčitev bank. Tudi poslanka Tamara Kozlovič, ki smo jo gostili minuli teden tukaj v studiu, se s tem strinja. Govorili so pa celo o retroaktivnosti. Retroaktivnost je v mojem osebnem globokem prepričanju globoko nepoštena zadeva. Veste zakaj? Vi delate v nekom okolju, trudite se, racionalizirate, stremite k tem, da dajete in zaposlenim, in strankam, in lastnikom, ki jim morate dajati skozi obliko dividend in skozi večji dobiček. Poslujete v nekem normaliziranem okviru zakona. Veste, stabilno poslovno okolje ti da taka pravila igre in teh pravila igre delaš. Potem pride pa 5 let kasneje zakon, ki pravi, ne, vse tista pravila igre niso bila taka, v kateri ste vi delali, retroaktivno bomo zdaj za nazaj obdavčali, to se pravi, si ti popolnoma ukrčil, kako, jaz sem mislil, da sem delal dobro in pametno in sem se na glavo metal, da bi neko dosegel, zdaj pa praviš, ne, zdaj, za nazaj bomo mi spremenili okolje, v katerem si delal, to se tvoji rezultati za nazaj se bodo zdaj drugače gledali. Jaz mislim, da je to ena globoko nepoštena v bistvu praksa, vsaka retroaktivnost in kaznovanje za nazaj nekoga, ki je dobro delal, se mi zdi nepoštena praksa. Po drugi strani pa, jaz razumem te izjave, ki so večkrat emocionalno pogojene, predvsem politikov ali pa državnikov, ker igrajo pač na te emocije ljudi in potem črpajo iz emocij ljudi in če se postavim v njihovo vlogo, skušam razumeti, kaj želijo doseči. Samo če igrajo politiki samo na emocijo ljudi, potem se jim to ponavadi vrne kot bumerang. In če igrajo samo na tega, kaj trenutna percepcija medijev kaže, se to vrne kot bumerang. No, bomo vedeli, kaj se bo zgodilo s tokratnim zakonom o obdavčitvi bilančnih dobičkov bank, ker v preteklosti se je že zgodilo, da je Ustavno sodišče razveljavilo, ne? Plus, da je bilo zelo malo efekta od tistega davka. Dajmo še reči par stvari aktualnih, zato ker se nam že malček mudi. SID banka, ne? Pojavljajo se ideje, da bi začele zbirati depozite podjetij in da se komercialne banke tega poslanstva novega SID banke bojite. Je to res? Ne, absolutno ni res. Slovenski trg za kakršnokoli novo konkurenco v bistvu je zelo nezanimiv trg. V bistvu. Dejstvo je, da se konkurenca na trgu zmanjšuje in ne povečuje. Mislim, da 3 tuje banke, da imate 80, tuje banke, Nova Ljubljanska banka je še v solasti Slovenije, ampak 3 tuje banke imajo 80% trga, ne?
Odvisno, kako katere produkte gledate, ampak de facto je to temu tako. Ne? Recimo, trg na področju posojil imamo recimo 25%, na drugi strani trg na področju tega, kako ljudi nam daje depozite, tem 37%, gotovine upravljamo mi sami 70%, logistična hrbtenica za gotovino v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Makedoniji in pa drugod. To se pravi, ampak če se štejete neke povprečje teh tržnih deležev, pridemo, da ima ta prvi dve banki tam nekje v 65+% in potem še dodatek, še tujo banko in smo takoj na nekih 80%. Ja. Zdaj, vsako spodbujanje konkurence, mi smo popolnoma odprti za konkurenco. Če hočete vi, kot sem prej rekel, ljudem dati servis, pa je to ali podjetjem, ali posameznik, morate imeti človeški kapital. Človeški kapital je tisti, ki prinaša vso razliko. Ljudje, zaposleni so tisti, ki prinašajo vso razliko v servisni industriji. Če hoče banka stopiti na ta trg, lahko stopi. Samo mogla ljudi dobiti, ki bodo plačani, tako kot plačuje trg. banka pa žal je omejena v tem državnem okviru plačevanja. Se pravi, je absolutno nič strahu pri tem, da vstopi trg, če se za to odloči. Naj vstopi na trg. Mislim, da na področju občanov je to ogromen kvantni preskok, da bi pristopili na ta trg. Lahko to zgodi samo, ker bodo rabili ogromen kadra. Podjetji, če se tako odločijo, naj se tako odločijo. Pa ste slišali za to, da bi se želeli razširiti svojo poslanstvo oziroma bolj? Ne, bolj sem bral, moram jih malo vprašati. Ampak gledajte, da se tako odločijo. Še ena kritika, ki je upravičena na račun bank je, vas bom vprašala, kakšna je to poslovna politika, da ste šele letos začeli komitentom vračati del stroškov od predčasnega poplačila posojil. To je zakon o varstvu potrošnikov zapovedal že leta 2010. In banke ste se zganile šele, ko je v bistvu regulator, to je Banka Slovenija. Prepozno, ne vem, kaj se pričakuje od komitentov, da bomo brali zakonodajo, ali bi pričakoval? Tudi jaz nisem že, pa tudi mi nismo živeli v zavedanju, da se to na tak način obravnava, tako da moramo spoštovati zakonodajo. Absolutno. Tukaj se posipate potem s pepelom. Posipam se s pepelom. Druga stvar, ki se mi prav tako ne zdi korektna do komitentov, v bistvu do ljudi, ki ne poznajo dovolj ne zakonodaje, ki se težko odločajo za zamenjave bank in tako naprej, ker drugače bi se banke verjetno drugače obnašale, če ne bi bili tako konzervativni komitenti pri razmisleku o tem, ali zapustiti svojo banko ali ne. Stroški storitev. V nekaterih bankah so se že odločili, da jo bojo podražili, kljub dobičkom, ki so pač v bankah letos visoki. Letos. No, ampak letos se tudi napoveduje. BKS bo storitev za prebivalstvo podražila oktobra, Nova KBM in SKB novembra, NLB, ki je imela v poletju, kot sva rekla, 200 pa nekaj milijonov evrov dobička, je hotela podražiti svoje storitve za komitente s 1. avgustom. Sicer ste potem odstopili, ampak ne vidim razloga, zakaj bi dražili storitve, če poslujete dobro. Se strinjam. Normalen bralec, poslušalec bo rekel isto. Ampak še enkrat ponavljam, mi se zato potem nismo odločili, čeprav imamo v bistvu analizo profitabilnosti do zadnjega produkta upeljano in tehnologijo in matematiko, kako te produkte plasirati in kaj iz produktov narediti do zadnje decimalke izračunano. Zato tudi nimamo nobenih slabih kreditov. Ljubljanska banka ne generira več slabih kreditov praktično. In tu smo v svetovnem merilu med najboljšimi. Ampak pogledaj, zdaj stalno ponavljate, imate ekstremne dobičke. Kaj se je dogajalo v zadnjih 10 letih pred letom 2022? Ali pa ključno, nobene bonacije, imeli smo negativne obrestne mere, kar je koncept, ki ga sploh človek ne more razumeti. Da ti moraš nekomu plačati, da bo daš denar. Da smo mogli mi, ki smo plasirali denar, ljudem plačati za to. Takrat v teh 10 letih se je vse spremenilo. Nepremičnine cen so rasle, bančne valuacije pa niso rasle. Ne morate zdaj za nazaj za dogodke, ki so se dogajali. Jaz samo davamo opravičilo, zakaj so se banke odločile, da po 10 letih popolne stagnacije vrednotenja bank, ki ni nikoga več motila, če ste vi občan, vas to itak sploh ne zanima. Zdaj pa, ko se nekako dobički zaradi vseh teh elementov začenjajo povečevati, je to hud problem za ljudi.
Ne. Vsaka banka se individualno odloči, kaj bo naredila s svojimi cenami storitev. Vsaka banka ima svoje politike. Pri tujih bankah, ki so v Sloveniji, dirigira to politiko delno domača uprava, delno politika tujih bank. V bistvu se v ničemer ne odstopa od nekega pricinga, ki je uveljavljen v zahodnji Evropi. Tako da, razumem vašo kritiko. Jaz sem na strani komitentov. Razumem. Zdaj, aktualno vprašanje je v tem trenutku in bo še nekaj let definitivno sanacija posledic ujme naravne nesreče, ki nas je doletela v obliki poplav. Ali drži informacija, da bi Novo Ljubljansko banko odpis vseh kreditov na Koroškem stal skupaj cirka 35 milijonov evrov? Od tega mislim, da 7 milijonov za fizične osebe. Tako vprašanje lahko da sem nekdo, ki je predvsem dobro informiran. Ne? To se vidi, da ste vi včasih delala za Ljubljansko banko. Pripravila sem se za ta podcast. Ja, zelo dobro. Čisto, ko gledi številke, težko komentiram, ampak vzpostavljenost Ljubljanske banke do vseh poplavnih področij je nematerialna. Ne vem, zakaj ljudje mislijo, da smo mi blazno izpostavljeni do tega. Danes mi to rečem, zelo žal, ker so Korošči zelo dobri ljudje in odplačujejo svoje kredite zelo vestno, ampak pa tudi v ostalih Štajerci, ampak preprosto mi smo izredno malo izpostavljeni do posameznikov. Če tu odpišemo, največji del te izpostavljenosti, ki ste omenila, je do izvrstnih podjetij, s katerimi delajo, za AAA podjetje. Te podjetje bodo te poplave tudi zlahka prestale in mi bomo ostali ob strani maksimalno, kar se da, in smo že zdaj maksimalno na voljo. Tako da če bi vse odpisali vsem, ti približno nismo na stopnji davka. Obstaja možnost, da bi banke na poseben način obravnavale poplavljence, se pravi, da ne bi govorili o moratoriju, da se pač odloči vsem poplavljencem se bo odpisalo, ali bi to mogoče ne prestalo potem na sodišču, ker bi se kdo drug od komitentov odločil, da mu ni všeč takšna obravnava. Povratno vprašam, razmišljali smo o teh moralnih dilemah. Jaz vas povratno vprašam, kaj pa, recimo, da bi to naredili, pa se znajdete vi, ki niste bili na poplavnem področju v enaki tragediji, vam pa plaz zasuje hišo, samo vam, ne pa tudi nobenemu drugemu. Izpostavljeni ste do nas. Kakšna osnova je, da ne pridete k nam in rečete, jaz sem isto bila prizadeta. Si prav samo jaz, ne v okviru naravne tragedije, ampak mislim, da bi dobila na sodišču. Če mi rekla, odpisali ste ljudem, ki so imeli masovno naravno tragedijo, jaz sem imela pa individualno naravno tragedijo, za katero absolutno nisem še v slabši položaju sem kot recimo ljudje, ki so bili tam, prosim obravnavajte me enako. Lahko spoži domino efekt, kar smo rekli, bomo maksimalno srčni in človeški, šli do ljudi, rekli vsakmu posebej, usedimo se dol, vemo, kaj lahko zate naredimo, razumemo, z veliko empatijo gledamo na vse skupaj in ne samo z veliko empatijo, ampak res z srcem, da bi tem ljudem pomagali, da se ne bodo znašli v težavah na ta način, da potem, ko nimajo več ničesar, smo jim še mi pomagali dodatno, da so šli pod vodo. Še zadnje vprašanje. Vi ste zdaj drugi mandat predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke. Zdelo se mi je, da vam je bil velik izziv privatizacija. Ne? Zdaj ste to izpeljali. Imate še kakšen izziv na tej funkciji? Naprimer, nekdanji guverner Banke Slovenije France Arhar je pogosto govoril, da je denar plašen kot srna. Bo zdaj za vas izziv, da boste preprečili beg komitentov v druge banke? Ali kaj bo zdaj za vas izziv? Komitenti, Ljubljanska banka ima skoraj 3 milijone komitentov. Ne vem, če to ljudje vejo. Ljubljanska banka seže v 3 milijone, skoraj v 3 milijone domov. Jaz te poznam slovenske firme, ki bi segla v 3 milijone domov. Skoraj 2,7, 2,8. Od tega je večina komitentov izven Slovenije. V Sloveniji imamo slabih 700 tisoč, malo zaokrožujem nameram. Izziv. Seveda, matematika teh dvojih mandatov, mojih 2 mandatov govori je zelo pozitivna. Ne? Banka se je podvojila, potrojila, početverila v posameznih kategorijah dobičkonosnosti ali pa velikosti. Ampak, ker ste me vprašali, izziv, ambicije so zdaj seveda čisto drugačno ogledalo postavljene. Nam ogledalo ni več nekak domač trg ali pa trg Balkana, ogledalo, ki ga zdaj ki ga je privatizacija skozi nove
pametne ljudi, s katerimi sem se tudi jaz sam obkrožil, ker so na posameznih področjih v bistvu pametnejši od mene in v bistvu skupaj kot plima dvigujejo, je zdaj, da je ogledalo, so performance bank v Zahodni Evropi, so performance bank v Ameriki in če hočete tudi kje druge. Ko pa govorite o mandatih, zdaj sem spomnil, gledal včeraj en film od Keanu Reevesa, John Wick, to je trilogija. In on v vsaki trilogiji pravi I have served, I will be of service. Se pravi, ali je ambicij za nov mandat? Je. Ali bom dobil nov mandat? Ne vem. Nihče ni nezamenljiv. Nihče ni zamenljiv. Vsak mora trdno stati na svojih temeljih in gledati na te temelje z dosti veliko dozo skromnosti. Ampak ambicije so se zdaj potrojile. Kar se tiče same prihodnosti banke. Da Ljubljanska banka postane res institucija, ki bo ponos Slovencev, tako da se naslednje generacije čez 20 let ne bodo več ozirale na teh 2,2 milijarde, ker bo takrat prišlo v proračun že recimo 4 milijarde denarja. Tako da bodo lahko rekli, vi ste pa res iz enega grdega mrtveca, ki nam je grenil življenje in nas je stigmatiziral, postali nekaj, kar je danes res vredno zaupanja in lepo videti. Že zdaj smo, jaz sem predvsej vesel zaradi tega, da smo stigmo negative, ker se merimo s tem, koliko ljudi nas priporoči, da pride nova stranka iz globokega minusa, tam 2013-2014 preobrniti v plus. Naše stranke, Slovenci, kot medije izpada, da smo popolnoma grdi raček, priporočajo drugim Slovencem. Se pravi, mi smo v tem pozitivnem območju, kar je v bistvu kvantni preskok. Mi nismo sovražni. Če vi mislite, da smo mi sovražena banka, daleč od tega. Jaz ne mislim, da ste sovražena banka, ampak zaradi kritik, ki se pojavljajo v teh dneh, je treba nasloviti tudi ta vprašanja. Absolutno. Ampak morate enkrat priti k nam. Mi zaposlujemo samo v Ljubljani 10, 11, 12 različnih narodnosti. Mi smo preobrnili mindset te institucije, razmišljanje te institucije popolnoma na glavo. V bistvu ambicije umrli popolnoma na glavo. Za vse kritizirane poteze v preteklosti, recimo nakup Srbske komercialne banke, ki je top zgodba. O tem, kako hitro se bo povrnila. Se je že praktično povrnila. Smo bili na začetku medijsko kritizirani, ampak ker to je negativna novica in novica, pozitivna pa ni, danes nihče ne vidi, da je v bistvu, da je to vrhunska poteza, ki nam je prinesla milijon komitentov in ki nam daje strašne profite. Takih zgodb, ki jih lahko naredimo v smislu širjenja, v smislu inovacij, ki se dogajajo v ozadju banke, ne na produktnem nivoju, takih zgodb je polno. Jaz sem bil pred kratkim na naši interni delavnici 360 prevajalcev podatkov. Prevajalec podatkov kot zaposlen sploh ni obstajal v banki, ko sem sprašal. Sploh ne vem, kaj je to sicer. Prevajalec podatkov je zaposlen, ki prevaja mase podatkov, ki jih banka upravlja v algoritme, v zaključke o tem, kako ravnati s to stranko, kako jo naslavljati, kako ji plesirati denar. Imamo 360 prevajalcev podatkov v NLB skupini zaposlenih. Sploh ni povedal, kaj je to prevajalec podatkov, ko sem sprašal. Dobro, deva na tej točki nehati. Vi ste z banko zadovoljni, jaz pa končujem željo, da bi imeli čim več posluha za male komitente, neuke, zakonodaje in vseh ostalih stvari. Zahvaljujem se poslušalcem, gledalcem za pozornost. Vidimo se čez teden dni. Gospod Karpe, hvala vam za tole spoved. Hvala tudi vam, gospod Kos.